Spoštovane gospe in gospodje, pred 70 leti so v hiši kulturnika Josipa Vidmarja stopili skupaj predstavniki političnih in družbenih organizacij in postavili temelje za organiziran narodni upor proti okupatorju. Upor, ki je zahteval veliko poguma in je bil povezan še večjo negotovostjo. Nastala je Osvobodilna fronta, ki je postavila v ospredje pomembno sporočilo osvoboditve in združitve vseh Slovencev. Njeno vodilno geslo je bilo pravica slovenskega naroda do samoodločbe, vključno z pravico do odcepitve in združitve z drugimi narodi. Delež žrtev in trpljenja, ki je prizadel slovenski narod med drugo svetovno vojno, je bil izjemno velik. Toda pomen in veličino upora je mogoče v celoti razumeti samo v širšem svetovnem merilu. Druga svetovna vojna ni bila zgolj okupacija, šlo je za veliko več. Zato je odločitev za upor proti okupaciji bila največja odločitev v tedajni zgodovini Slovencev in je zahtevala odločen prelom s preteklostjo. Čas je zahteval enotnost in nepreklicno odločnost za spopad z veliko močnejšim nasprotnikom. Zato ni šlo le za obrambo, ampak za preživetje naroda in za usodo sveta. Partizanski boj je bil pravičen. Boj proti okupatorju in odločilnega pomena za kasnejšo zgodovino. Tlakoval je pot osvoboditvi našega ozemlja in nenazadnje ustvaril izhodišče za nadaljnji razvoj naše družbe ter njeno osamosvojitev. Brez tega upora bi bil naš narod prepuščen volji in odločitvam drugih. Narodova usoda pa bi bila popolnoma negotova. Vse, kar je bilo doseženega od takrat do osamosvojitve in po osamosvojitvi, ima svoj temelj v narodno-osvobodilnem boju. Le na ta način je mogoče razumeti naravo in potek vojaške okupacije in značilnosti okupatorskega nasilja, zlasti nasilja nad civilnim prebivalstvom. Zmaga nad fašizmom in nacizmom nam je dala samozavest, kakršne slovenski narod v svoji zgodovini še ni poznal. Zgodovinski pomen tega trenutka je izjemen in tvoren za prihodnost našega naroda. Današnji dan upora proti okupatorju je priložnost za spomin in razmislek zgodovini. Vendar razmišljati moramo tudi o prihodnosti, za katero želimo, da bi bila vredna spomina na najboljše iz naše preteklosti. Na dan boja proti okupatorju se spomnimo na vse, ki so prispevali k zmagi, ter na vse, ki so žrtvovali največ za preživetje naroda. Prav je, da izrečemo čast in spoštovanje. Prav je, da ponosno živimo s pogledom usmerjenjem v prihodnost. To je pravica, ki smo si jo priborili. Hvala lepa. Tovariši, spoštovani gosti, gospe in gospodje. Danes je praznik, predvečer praznika. Slovenski narod, študenti, kmetje, pesniki, mlinarji, zdravniki, uprli fašizmu in nacizmu.
To je bila Osvobodilna fronta. Osvobodilna fronta je bil velik del vsega slovenskega naroda. Tudi 41. leta je bil potreben za to velik pogum. Takrat je Hitler podjarmil vso Evropo, vojna na vzhodu se še ni začela, Francija je kapitulirala, velike koalicije ni bilo. Bili smo sami. Sami, ki smo se hoteli uprti. Zato, ker smo rekli, da bomo tukaj in na tej zemlji tudi obstali. Zato je bil potreben pogum. In za to pogum smo stali in dali življenje, žrtvovali 27,000 partizanov, borcev je padli v borbo. 45,000 je bilo ustreljenih, pobešenih, pobitih ali pa so umrli v koncentracijskih taboriščih. Streljanjem, požiganjem, obešanjem so nas hoteli ustrahovati, to da za manj. Zmagali smo, zmagal je slovenski narod in ustvarili smo svojo državo, realizirali velik del naše zgodovine, našega zgodovinskega hrepenenja, priključili smo spet nazaj del Primorske in tudi Primorja. To je bil rezultat te naše borbe in potem se je svet razdelil v bloke. Zgradili smo rušeno domovino in leta 1948 so nas hoteli spet, da bi nam nekdo diktiral. Mi smo tudi takrat Stalinu rekli ne. Na Zahodu smo imeli blokado, ekonomsko, sovražnike in okrog naših meja sovjetske tanke. Tovariši, tudi zato je bil potreben pogum. In smo rekli ne, pa ni bilo lahko. Ne mislim upravičevati vseh zablod in stranpoti, ki smo jih. Toda, krenili smo na svojo lastno pot. Ko smo videli, da so se naše Jugoslavije polastili razni nacionalisti, ko so nam zopet nekje v Beogradu poskušali diktirati nekaj, smo tudi 91. leta rekli ne. Bomo sami, tukaj bomo obstali in takrat tudi ni bilo lahko. Spominjam se, bil sem prisoten, ko je prišel ameriški zunanji minister Baker in nam je grozil, ne razkličemo svoje samostojne Slovenije, ker nas Združene države še 50 let ne bojo priznali. In mi smo rekli ne. In to je bil tisti pogum tega naroda. To je tisti pogum, za katerega je že davno prej napisal in ga strnil v vers France Prešeren. Manj strašna noč je v črne zemlji krili, kot so pod svetlim soncem sužnji novi. Naša dolžnost je, da ohranjamo spomin na pogumno dejanje, upora in še vsa druga pogumna dejanja v naši zgodovini. Izročilo, kako se brani svoj narod in domovina, je dediščina poguma, ki ga bodo še kako potrebovale naslednje generacije, ki prihajajo za nami. Iz tega črpajmo moč tudi za danes. 50 let smo potem gradili, ustvarjali naše gospodarstvo, znanstvene inštitute, ustanove, šole, zdravstvene domove, v univerzi. Uspelo nam je doseči 80% prehransko samozadostnost. Istra, Tam, Lek, Mura, Jemlji, železarne, lesna industrija, kolinska, droga. Izvažali smo na zahtevne evropske in svetovne trge. Naši izdelki morda niso bili v sami špici, to da bili so v zgornji tretjini. In bili smo konkurenčni. Bili smo na svoji zemlji svoj gospodar. In kar je še posebej pomembno,
Nihče ni bil skrbeh, da ga bodo vrgli na cesto. Na pamet nikomur ni prišlo, da ne bi plačal delavcev, da bi jim pobral socialne prispevke. Imeli smo brezplačno šolstvo, tudi otroci manj premožnih staršev so brez problemov hodili v šolo, nikogar ni skrbelo, ali bo denar za zdravila in zdravnika. Že danes pa je stvar drugačna. 200 000 ljudi v Sloveniji živi pod pragom revščine. Učitelji na Koroškem vam bodo povedali, da včasih otroci preprosto ne pridejo več v šolo, ker starši ne morejo plačati prevoza. Povedali vam bodo, da prenekateri otrok vzame pri malici več kosov kruha, ker ga vnese domov, da ne bo lačen. Kje smo danes? Kaj je ta naša Slovenija danes? Kot pravi Vesna Godina, ugrabili in ukradli so nam državo. To ni več naša država, tista, ki smo jo hoteli 91 in končno tudi dobili. Slovenija ne služi več svojim državljanom. Služi različnim tajkunom, ki so pobrali in ukradli to državo. Razvrednotili naša podjetja. Vsako leto se je skoraj kakšna milijarda preselila na Ciper, Kajmanski otok, ali vem, kakšne krokodilje. To je Slovenija danes. Danes naša država služi le še interesom v prvi vrsti požrešnega in podivjanega finančnega kapitala. Pa ne samo našega, pač pa evropskega in svetovnega. Tudi danes bo enkrat treba reči ne. Zbrati bo treba tisti pogum in reči ne in se ne pusti več diktirati, kaj nas drugi učijo. Danes je uničenih večina slovenskih podjetij, vsa čas tistim nekaj, ki so še ostala, kot naprimer Krka in Gorenje. Po njih pa že se pogovarjamo o novih prodajah tujcem. Danes smo prodali Piransko plovbo. Ali mislite, da bi kdo ta podjetja kupil zato, ker so ta podjetja prinašala izgubo? Kupil jih je zato, ker so dobičkonosna. In zakaj ne bi ta dobiček ostal nam? Te liberalne ekonomije, te liberalni ekonomski koncepti, ki so to krizo v svetovnem merilu povzročali, niso tudi istočasno zdravilo za rešitev v tej krizi. Danes nam govorijo o nujnosti varčevanja, da bomo zmanjšali plače, kar do določene mere sicer gre in je nehovedno. Ukinili bomo regrese, vzeli pri porodniških, uvedli dodatne prispevke, pobrali nekaj znanosti, uvedli šolnine na univerzah, razširili razredov, skupili univerze, pa tudi pri vrtcih bi se dalo kaj pobrati, pa pri šolskih malicah, jaz ne naštevam tega, ker vse to itak poznam. Pričujejo nas, da je to edina možnost in da druge izbire nimamo, to da je res tako. Pojdimo iz Afganistana, tam smo na lastne stroške. Da dobimo kaj nazaj, ni res. Tudi po lastni želji smo tam, ni to prisila. Mi smo se ponašamo lahko z enim zelo žalostnim rekordom, da imamo največ vojakov v tujini pored Američanov, procentualno gledano seveda na našo vojsko. Tudi končno teh patrij ne rabimo toliko. Pa ukinimo vikariat, pa naj se verske skupnosti financirajo iz cerkvenega davka, postavimo na noge zopet našo lastno industrijo, lesno industrijo, nehajmo izvažati hlode, začnimo izvažati pohištvo. In produkte z visoko dodano vrednostjo. Postavimo na lastne noge tudi gradbeništvo, podržavimo Primorje, če ne drugače, tiste, ki so ga pokradli, pa lahko naženemo. Podržavimo Radeče, pomagajmo jim. Je tovarna, ki ima stroje, delavce, znanje in velike naročila. Ampak nekdo jo je zadolžil in vse pobral. Ali bomo to še dopuščali? Samo iz mariborske nadškofije je spuhtelo 800 milijonov, to je toliko, kolikor si vlada za tem programom varčevanja seveda upa dobiti nazaj. Vzpostavimo pravno državo.
Pa to ne pomeni, da smo proti racionalnosti. Racionalno organizirajmo državo, racionalno organizirajmo upravo in ministrstvo. V tujini dobite, če hočete odpreti tovarno ali pa podjetje, dovoljenje z vsemi gradbenimi papirji in tako dalje, okoljskimi, v 2 mesecih. Pri nas pa v 2 letih, če vam je sreča mila. Dajmo teh stvari prevetriti. Obdavčimo kapitalske dobičke. Slovenija ima najnižje kapitalske dobičke skoraj vse Evropske unije. Da vam povem, primer, 17% pri nas, 27% v Nemčiji, 22% 26% v Italiji in tako dalje. Skratka, racionalizirajmo upravo, seveda, in začenimo spet produktivno gospodarstvo. Moja omica ni bila daleč od tule, bila je iz Svete Trojice, me je vedno učila. Če imaš premalo denarja, ga moraš več zaslužiti, ne pa šparanje. In šparanjem ne dobiš nič, smo samo še večji reveži. In to je tisto, kar moramo narediti. Tujci nam naj ne ukazujejo, kaj je za nas dobro. To bomo vedeli mi. In zato bo treba reči ne, in zato bo treba imeti pogum. In ta pogum je tisto, kar je danes praznik. Praznik Osvobodilne fronte je tudi praznik poguma. Sežem, ti nežno dlani obrneče. Beli so češnji cvetovi, temni, pretemni so talcem grobovi. Kakor ponosni galebi nad vodo, taki so pali za našo svobodo. Bosa prediva, dekle, obsore, bosa podiva med bele cvetove. V krilo nalomiva češnjevih vej, da jih poneseš na talcev grobove. Samo en cvet, en češnjev cvet, lehtečem bel, odlomi moja draga. Ne bom ga na klobuk pribel, ne bom ga v gumnico sedel, odlomi ga, odlomi draga. Jaz bom ljudem poslal ta cvet, vsakomur, ki mu križ pripet trpi v pomladi tej. In glej, ta drobni češnjev cvet bo v njih izbrisal malodušja sled in spet razžaril tožni pogled. Iще